Cerkvenih očetov, dobrodošli na slovenskem patrističnem popoldnevu. Spet so nas tukaj razbrali naši očetje, ki jih občudujemo, ki jim sledimo, ki jih radi beremo, zato da bi se spet oprli na njihove besede in se preko tega srečali tudi med seboj. Po nekaj letih premora nadaljujemo s skromno tradicijo patrističnih popoldnevov, ki jih je že pred leti organiziral naš Inštitut za patristične študije Victorinianum, ki deluje v okviru Teološke fakultete Univerze v Ljubljani, in nas je tukaj že zbral 4-krat v letih od 2007 do 2010. Pobuda za oživitev tega srečevanja, ko bi se povezovali raziskovalci in ljubitelji zgodnje krščanske književnosti, pa je prišla s strani Mednarodnega združenja za patristične študije, AIEP, IAPS, ki tudi s finančno podporo spodbuja nacionalna srečanja, tudi tole naše. Veseli nas, da ste se pobudi pridružili tudi obe založbi, ki skrbita za izdajanje patrističnih del v slovenščini, Logos in Celjska Mohorjeva, in ki številne izdaje tudi danes ponujata po posebej ugodnih cenah. O tem malo več pred odmorom ob 18:45, ko bo to vse na voljo. Prvi del našega srečanja, tega 5. patrističnega popoldneva, želimo posvetiti razumevanju telesa v krščanski antiki. Če pomislimo samo na študije Aline Roussel, Petra Brauna, Michela Foucaulta, pa tudi na nedavno monografijo lanskega leta je izšla pri založbi Brill, ki je nastala po Oxfordski konferenci iz leta 2019 z naslovom The Unity of Body and Soul in Patristic and Byzantine Thought, ter so jo uredili Ana Usačeva, C.M. Bajro in Jörg Ulrich, vidimo, da tema v mednarodnem kontekstu ni prav izvirna. Pa vendar, vprašanje telesnosti je bilo izbrano še pred koronsko krizo in lahko nam pomaga zastavljati tudi novo vprašanje glede antičnih besedil. Ta del bo potem moderiral David Movrin. V drugem delu bodo predstavljeni nekateri aktualni patristični projekti in pa slovenske izdaje, tako nedavne kot tiste, ki jih načrtujemo. Tretji del pa bo posvečen pogovoru ob izidu monumentalnega korpusa Hieronimovih pisem, prav zadnji del, ki zaradi kolosalnega dela De Viris Illustribus velja za prvega patrologa in nekakšnega patrona patrologije, naj naše srečanje pospremi s svojimi besedami iz pisma Vdovi Furiji, Post scriptura sancta s doctorum hominum tractatus lege, eorum dum taxat quorum fides nota est, non necesse habes aurum in luto querere, multis margaritis, unam redime margaritam. Za svetim pismom prebira izpise učenih mož, takih seveda, katerih pravovernost je znana, niti treba iskati zlata v blatu, za mnogo biserov kupi en biser. David, prosim, če lahko prevzameš moderiranje prvega dela. Najlepša hvala za ta uvod, Miran. Vsi zelo lepo pozdravljeni, tako tisti, ki ste prišli v telesu in tisti, ki ste z nami po spletni povezavi. Pravzaprav po vsem tem, kar je Miran povedal, mi preostane samo še to, da vas lepo pozdravim v imenu Filozofske fakultete. Res sem vesel tega našega sodelovanja v naših zadnjih letih. Se mi zdi, da ogromno nekih stvari nastaja, ki jih prej nismo imeli. To patristično popoldne je mogoče zadnja stvar, ki jo imate pred očmi, ampak zatem še cel kup nekih srečanj, nekih znanstvenih simpozijev, nacionalnih, mednarodnih revij, skupnih objav, v zadnjem času tudi skupnih nabav digitalnih baz, brez katerih si pravzaprav danes življenja ne predstavljamo več, ampak do katerih pa nisem prepričan, da bi sploh prišli, če ne bi stopili skupaj. Tako da vsi skupaj zelo lepo pozdravljeni. Prva današnja tema je patristika in pojmovanje telesa. Jaz bom tukaj skušal biti kar se da asketski pri tem moderiranju. Prosil bom samo sodelujoče, da se držijo tega zastavljenega časovnega roka. Kar se ostalega tiče, bi pa predlagal, da damo diskusijo na konec, da bo bolj zanimiva in da vse skupaj ostane v nekih okvirih. Naš prvi sogovornik, naš prvi predavatelj je spet nazaj, dr. Miran Špelič. Mirana pravzaprav na tej konferenci res ni treba predstavljati, je neke vrste sinonim za vso patristiko na tej fakulteti, urednik
cele serije knjig, med drugim te, ki jo imamo danes tako imenitno predstavljeno pred seboj. Predaval pa bo o pojmovanju telesa v krščanski antiki in nam predstavil splošen pregled. Mirjam, prosim. Hvala, David, za prijazno predstavitev in za uvod v to temo o telesu. Pravzaprav pa je tudi tale moj kratek prispevek samo uvod v nadaljne razmišljanja o posameznih besedilih, kajti antika je ogromna, dolga je in težko jo je zaobjeti z enim pogledom. Tudi krščanstvo v antiki je dokaj široko. In telo kot tako, korpus, je imelo veliko pomenov. Vsak avtor mu je lahko dal nekaj svoje lastne specifike. Gotovo je to nekaj, kar ima menzuro, numerum in pa pondus. Nekaj, kar je mogoče izmeriti, kar ima neko število, kar je mogoče šteti in kar ima neko težo. Se pravi, da se loči od netelesnih stvari. Telo je nekaj spremenljivega, nekaj gibljivega in vsem tem je tudi gibljiv in spremenljiv pomen telesa. Za uvod bi rad dal samo nekaj podob, kako se je ta pojem lahko razvijal, predvsem vam pa že kar na začetku podam svojo tezo, ki ni nič novega seveda. Krščanstvo je v pojmovanje telesa prineslo precejšnjo novost. In če mi danes gledamo na telo, tako kot gledamo, je zagotovo v tem tudi nekaj krščanskega ozadja. Telo je deležno pokopa. In prav pri pokopu se vidi precejšnje razlike. Egipt pozna mumificiranja in ohranjevanje telesa. Telo želi ohraniti v kar se da nepoškodovani obliki, v pričakovanju, da se bo najbrž kaj zgodilo. Torej gre za konzervacijo telesa, da bi s tem dokazali njegovo vrednost, morda celo nekakšno nerazpadljivost. Povsem drugačen pogled ima Rim, ki telo zažge. Zažge ga in ga potem shrani le pepel v takihle urnah. Gre za poskus najbrž sublimacije telesa, da bi telo prešlo v neko dimno, zračno sfero, duhovno sfero. Krščanstvo, judovstvo in krščanstvo pa prinaša spet nekaj novega. Telo postavi v podzemni prostor, v zemljo, pokoplje ga, zazida ga, takele zemeljske arkosolje, kot seme. Seme, ki naj bi zraslo v nekaj novega. Seme, ki mora umreti, da lahko zares v polnosti zaživi. Druga točka, kjer gledamo na telo v antiki, ki se mi je zdela zanimiva, je umetnost. Umetnost Grčije in Rima želi telo reproducirati kar se da realistično in z lepoto. Pokaže na lepoto telesa, ki pa je ohranjena ravno v umetnosti, tukaj le ne mine, v resnici pa mineva. Krščanska umetnost je drugačna. Krščanska umetnost pripoveduje zgodbo. Ne zgodbo nekega uspešnega atleta, pač pa zgodbo telesa Jezusa Kristusa. In tudi to telo je deležno upodobitev, vendar pa drugačnih. Tu ne gre več za neko fotografsko reprodukcijo, ampak gre pri tem telesu za poskus uvida in pogleda v neko novo sfero. Potem, ko smo pregledali zgodbo, ko so nam te upodobitve pokazale, kaj se je zgodilo, nam želi umetnostna upodobitev odstrniti pogled v onstranstvo. Zlata ozadje in ikone so odsvit Božjega kraljestva.
Krščanstvo je sprejelo in oblikovalo pojmovanje telesa ob Svetem pismu. Človek je ustvarjen po Božji podobi in ta podoba se ne omejuje samo na duhovno, duševno plat človeka, ampak, vsaj pri nekaterih cerkvenih očetih, zelo jasno pokaže, da je ta podoba narejena tudi po telesni, da je človek tudi telesno Božji odsev. Kajti človek je bil ustvarjen, oblikovan tak, kakršen je zato, da se lahko logos učloveči. Smisel, cilj vsega stvarjenja je učlovečenje logosa. In tako je vse, kar je pravzaprav vodilo in pripeljalo do telesa Jezusa Kristusa, je vse pravzaprav stvarjenje tega telesnega vidika božanstva, ki pa ima zgodbo o odrešenju. In tudi pri Evharistiji, ne pozabimo, se reče hoc est corpus meum. Evharistična navzočnost Kristusa, njegovo evharistično poslanstvo je poslanstvo telesa. Telo, ki ni podobno človeškemu telesu, vendar pa je telo in je identično s tistim materialnim telesom, ki je nekoč hodilo po Judeji, po Galileji. To telo je bilo križano, pokopano in je ustalo. To je pravzaprav cilj vsakega telesa, da to telo, ki je razpadljivo, ki mu je namenjena smrt, da to telo, potem ko je pokopano, tudi ustane. Resurekcijo, ponovno vstajenje, ponovno oblikovanje telesa, ki pa ga seveda ni mogoče eksperimentalno preverjati, to je zdaj dejansko stvar vere tistih, ki so srečevali Kristusa. In tisti, ki so bili deležni te zgodbe, ki so to telo Jezusa Kristusa gledali, ki so ga videli tudi ustalega, so to prenesli kot kerigmo, kot oznanilo odrešenja. Ta zgodba o Jezusovem telesu prinaša odrešenje tudi sleherniku, ki se ob tem zave, da je on sodeležen vsega tega. Poglejmo si 3 primere, vsaj 2, če bomo imeli dovolj časa 3, kako so gledali na telo in kaj lahko mi iz tega potegnemo danes. Ignacij Antiohijski, apostolski oče, okrog leta 100 je živel, je pisal Rimljanom, ko so ga tja peljali na eksekucijo pod zvermi. Rajši se dobrikajte zverem, naj mi postanejo grob in ne pustijo prav nič od mojega telesa, tako da ne bom še komu odlegel, ko zaspim. V resnici bom učenec Jezusa Kristusa tedaj, ko svet ne bo videl niti mojega telesa. Iz tega stavka slutimo, kot da se želi telesu odpovedati in da mu je odveč. Da ne želi, da bi njegovo telo pokopali, kot so pokopavali telesa drugih mučencev in se ob njih zbirali. Želi se umakniti. Ampak ali je tu res sovraštvo do telesa, je to odvračanje, zavračanje telesa, ali je tu res tisto pojmovanje, da se bomo rešili, ko bomo rešeni iz okovov tega telesa? Še enkrat pravi, naj pride nad me ogenj in križ in tolpe zveri, naj raztrosijo moje kosti, naj mi zdrobijo ude, naj mi zmeljejo celo telo, naj pridejo nad me zlobne hudičeve kazni, samo da postanem deležen Jezusa Kristusa. Vendar pa, kaj pomeni zdaj ta deležnost Jezusa Kristusa? Njegovo telo je res lahko uničeno, lahko razpade, kot razpadejo telesa ali v krematoriju ali v zemlji, ampak to telo ima še neko drugo mesto. Pismo Efežanom piše, zato se spodobi, da tečete v soglasju s škofovo mislijo. Zaradi tega se Jezus Kristus opeva v vaši slogi in soglasni ljubezni, da boste povzeli Božji napev v enosti, da vas po vaših dobrih delih spozna, da ste deli telesa njegovega sina. Koristno je torej, da živite v brezgrajni enosti. Torej, s tem, ko postane mučenec, se priliči Kristusu in postane del njegovega telesa. Njegovo zemeljsko telo sicer razpade, vendar pa njegovo telo, nebeško telo, ni uničeno.
pridruži se Kristusovemu ostalemu telesu, kot se lahko pridruži tudi sleherni kristjan, ki živi v enosti in edinosti. To je tema, ki jo je Ignacij še in še poudarjal in širil. Namreč slutil je nevarnost razkola in razdora v cerkvi. In zato je pokazal, da kdor je v cerkvi edin, v edinosti, s škofom, z verniki, tisti se že združuje s Kristusovim ostalim poveličenim telesom. Kajti, kako pa prihaja do njega? Božji kruh hočem, ki je telo Jezusa Kristusa iz Davidovega rodu. To telo Jezusa Kristusa, evharistično telo, je identično z njegovim zemeljskim telesom in v to telo se on na svojski način vključuje. Ne samo kot izgubljen, ampak kot vsej svoji celoti. Čisto nekaj drugega pa so oni. Tu so mišljeni razkolniki, tisti, ki mislijo drugače, ki niso v edinosti, in tu imamo že neke zametke gnosticizma. Oni sami so vides, nimajo pravega telesa, samo zdijo se, da imajo telo. In kako razmišljajo, tako se jim bo tudi zgodilo, saj so breztelesni in demonski. Torej, on sam sicer izgubi telo, vendar ni breztelesen. Ves čas je povezan v telo, medtem ko njegovi nasprotniki, doketi, tisti, ki govorijo, da Kristus ni imel telesa, pravega telesa, tisti so sami breztelesni in torej demonski. Če čisto na kratko pogledamo alternativo Ignacija Antiohijskega, gnosticizem, nekako izhaja iz novoplatonizma in misterijskih kultov ter gnoze, ki je zaznamovano vse skupaj z dualizmom, kjer se nasprotujeta telo in duša. V kristologiji se pokaže to kot doketizem, Kristus nima pravega telesa, samo navidezno telo, ni se vtelesil, ni postal pravi človek. In zato je človekovo telo samo ječa. Ječa, iz katere se mora rešiti, zato, da bo lahko zares v polnosti zaživel kot delček božanstva. Torej, odrešenje za njih je ukinitev telesa. Irenej Lionski, smo pa zdaj že konec 2. stoletja, temu zelo jasno nasproti, s tem, ko človeka definira kot caro animata, kot meso, telo, ki ga oživlja duša. Skratka, imamo dve komponenti človeka, ki pa sta tu popolnoma povezani. In rešenje in poudarki pri njem so spet v enovitosti. En Bog je, en človeški rod je, ni 2 vrst ljudi ali 3 vrst ljudi in tudi eno samo rešenje. In telo ima mesto v odrešenju. Za telo se najde prostor v odrešenem stanju, tako kot je prostor za inkarnacijo v kristologiji. Doketi so v kristologiji rekli, da nima pravega telesa. Irenej poudarja, Kristus se je zares učlovečil, njegovo telo je bilo resnično pravo človeško telo, oprijemljivo in odrešenje ni v ukinitvi telesa, pač pa v popolni harmoniji med dušo in telesom. Harmoniji, ki je trenutno še ne zaznavamo in ne doživljamo, takrat pa je nekako napovedana. Takole pravi v Epideixisu, v prikazu apostolskega nauka, ker je človek bitje sestavljeno iz duše in telesa, je treba to, znači odrešenje, storiti, izpeljati po obojem. Torej, oba dela imata prostor v odrešenju in sicer v skladnosti. Čisto na hitro preskočimo in pregledamo našega velikega Avguština, ki je bil sprva posvetnež in manihejec, se pravi neke vrste gnostik. V manihejstvu je zavračal telo, telesnost, hkrati pa užival v telesu. Vendar pa je po spreobrnenju tudi on prišel do te enačbe, da je človek le takrat, kadar ga sestavljata duša in telo. In spet, telo je nekaj, kar je mogoče meriti, šteti, stehtati. Njegovo drugo spreobrnenje pa se je zgodilo v času, ko je bil izbran za duhovnika. Ko je bil še profesor, se spreobrnil krščanstvo in zavrnil manihejstvo, je ostal precej še nekako skeptičen do telesnosti. Potem pa je kakih 5 let po tistem slavnem milanskem spreobrnenju na vrtu,
ko se je tudi dal krstiti, ko je pristal na to, da postane duhovnik, takrat si je vzel 1 leto študijskega dopusta in v tem letu je bilo eno od velikih odkritij tudi tale Pavlov stavek. Nihče ni nikoli sovražil svojega telesa. Takrat je Avguštin začel tudi s telesom ravnati malce drugače. Ovrednotil ga je in ljubezen do telesa o ljubezni do telesa spregovoril tudi v delu De cura de mortuis gerenda. Kako je treba poskrbeti za umrle, za telesa umrlih. Tudi to je znamenje spoštovanja do telesa, če se umrlim pripravi dostojen pokop. Kajti vstajenje je nekaj, kar bo zadevalo naše telo. Avguštin je zelo drzno trdil, da bo isto telo obnovljeno v nerazpadljivosti in neumrljivosti. Ali je to zdaj isto ali ni več isto? Poglejmo si nekaj točk krščanske novosti telesa. Kot prvo in nepojmljivo za siceršnjo antiko je bilo to, da se je netelesni Bog utelesil. Da je Bog, ki je daleč od telesnosti, postal človek. Prej smo imeli antropomorfne podobe bogov, ki pa so bile daleč od resnične prave telesnosti. Tu pa imamo zdaj pri krščanskem pogledu Boga, ki ostaja Bog in vendar postane tudi pravi človek. Zato, da lahko potem telesni človek pride k pobožanstvenju. Če se Bog utelesi in postane pravi človek, je to zato, da se odpre človeku pot do občestva z Bogom, do teozis. Zato se tudi telo na novo vrednoti. Telo je lahko v neki gnostični, pa tudi nekaki novoplatonski in tudi nekaterih krščanskih vidikih orodje greha, prostor greha. Obenem pa je tudi prostor odrešenja. Zato je potrebno najprej razbožanstviti telo. Telo ne more biti Bog. Bog se lahko utelesi, vendar pa telo samo po sebi ne more opravljati funkcije Boga. Telo je lahko v tem primeru orodje za greh, če se telo postavi na mesto Boga, na Božje mesto. Vendar pa je to isto telo lahko tudi orodje odrešenja. In celo nekateri očetje, ki so na videz bili zelo sovražno razpoloženi do telesa, so znali ovrednotiti telo kot orodje odrešenja. Celo kakaj Evagri Ponski. Kajti telo bo v svojem cilju prišlo do poveličanja. Poveličano telo, nerazpadljivo telo, telo, ki je deležno Božje slave. To idejo razvijajo očetje že od Ireneja dalje. Božja slava se naseli lahko tudi v človeškem telesu, ki je identično in obenem različno. To je zdaj pa tista velika napetost, ki jo potem rešujejo očetje vsak na svoj način, ki jim želijo pokazati, v čem je istost našega sedanjega telesa in onega poveličanega in čem se to telo, ti telesi razlikujeta. Samo še 2 besedi za zaključek, ki pa jih antika ni poznala, čeprav pozna oba korena, genos in geneoma in pneuma, genom in pneumatom. Genom smo odkrili pred nekaj desetletji in počasi se to postaja del našega vedenja, spoznanja. Genom, ki zagotavlja stalnost, kontinuiteto našega telesa, telesa znotraj ene osebe, enega osebka, pa tudi znotraj vrste. Pneumatom pa je mogoče nekaj, k čemu nas lahko navede misel cerkvenih očetov. To je pa tisto, kar daje zagotovilo identitete med mojim sedanjim telesom in poveličanim. Kajti jedro vsega je pravzaprav tista Božja podoba, ki sedi, ki je postavljena ne le v telo, pač pa tudi v človekovega duha. Očetje nam dajo veliko misli, nam omogočajo, da lahko tudi ob njihovem branju razumemo danes v današnjem kontekstu, kakšno mesto ima telo,
in kakšno upanje je za to telo tudi v odrešenju. Hvala lepa zaenkrat in vračam besedo Davidu.